Mi pa gremo zdaj na prispevek, ki ga je pripravil Rok, ko je bil na otvoritvi, v torek sicer, Mini City igralnice Otroški zaklad, ki so jo naredili v sodelovanju z Elementum. Tam je naredil kar nekaj intervjujev, Werner, Šana Flogi, Peter Slapšak, Marko Juhant, Jasna Žalec-Curiber in še marsikdo se je zvrstil pred njegovim mikrofonom, pa si le poglejmo, kaj so povedali. Lahko bi naštela vsaj verjetno 30 znanih slovenskih projektov, kjer so bili otroci najbolj ključni, da se je med nas, starejše, projekt in novo znanje primlo. Ampak naštela vam enega, ki ga poznamo vsi, in ta pristop in kampanja je bila izjemno uspešna. To je bilo projekt snage in ločevanja smeti. Še danes vemo, da nas otroci bolj z pravimi informacijami usmerijo, kam je treba kakšno odpadno stvar dati, v kateri koš. In ravno to je tudi to poslanstvo Mini Cityja. Torej, da skozi izobraževanje otrok vplivamo tudi na odrasle in v bistvu bodoče generacije izobražujemo in upamo, da bojo oni ravnali boljše, ko smo neki stvari ravnali mi. Hkrati je pa pomembno to, da ta hišica ni zabavišče, kamor otrok pride, razgraja in upa, da se bo kaj naučil. Ne. Mini City je v bistvu podaljšana roka podjetja, hkrati pa pedagoška roka, ker vsako podjetje, ki je v svoji panogi in stroki industriji ve največ, nam ta know-how preda. Mi pa znamo to, kar podjetje ne zna. Mi znamo pa to predati na prav način, s pravimi metodami, različno starim otrokom v manjši ali pa v večji skupini, bolj nemirnim pa zelo splahim otrokom. In kombinacija njihovega znanja in našega pedagoško-psihološkega pristopa je vedno v sodelovanju z animatorji. Se pravi, v hišici do pravega izraza znanje in vse tisto, kar hišica pove in ponuja, prezentira animator. So pa hišice narejene tudi tako, da če v tistem trenutku animatorja ni, da lahko otroci najdejo nekaj zabave tudi sami. Tako da dobrodošli, mislim, da si moramo dati roko. Mini City se bo zelo trudil, da bo kmalu dosegel predkoronske številke nad 80.000 fizičnega obiska in nekaj desetkratnik tega obiska preko ostalih online kanalov. In da bodo to vsebino slišali tisti, ki bojo Mini City obiskali, pa tudi tisti, ki ga bodo obiskali virtualno. Tako da mislim, da ste izbrali najboljši kanal za doseg otrok v kratkem času. Bravo! 4. Bravo! Hišica je uradno otvorjena, tako da vabimo naprej. Najprej kamera, potem pa otroci. Izvoli, ne? Kar minuta, probivaj, čim več naprej. Povedala, znaš to povim, kaj je to? Res je, bravo, superca. Werner, en lep pozdrav. Tukajle iskreno vas nisem pričakoval, ampak ste ambasador Otroškega zaklada. Zakaj ste se odločili tako? Ja, najprej lep prisrčen pozdrav vsem gledalcem in seveda sem zaradi tega, ker sem nekako od samega začetka sodeloval in spoznal sem, da na tem projektu res delajo vrhunski strokovnjaki, razumejo se na otroke, na denar, na finance in me je navdušil celoten projekt, ker tudi sam sem se znajdel v taki nenavadni situaciji po 30 letih, ko dejansko človek ne ve, kaj se bo zgodilo jutri, kaj čez en mesec, kaj naslednje leto.
In sem nekako, hvala Bogu, poznal podjetje Elementum in sem seveda varčeval v zlatu. In v bistvu to je zadeva, ki me je rešila v tej situaciji, ki je trenutno. Vemo, da pač glasbeniki trenutno ne moremo ukvarjati svojega poslanstva, ne moremo nastopati, ne moremo prepevati, ne moremo delati tisto, če se na koncu živimo. Zato se v bistvu nekako vse so popadali, da sem dejansko, ko sem slišal za celoten projekt, predvsem za varčevanje, tudi sam imam deklico, 11 let staro, ki želi biti veterinarka in sem rekel, to je krasno, to lahko nekaj naredimo za varnost otrok, ne samo mojega, vseh otrok naše dežele. In sem rekel, to je super stvar, varčeval bom seveda za njo učil varčevati v srebru, da tudi ona, da se zaveda pomena plemenitih kovin in to je zelo, zelo pomenilo, ker ona je še nedolgo nazaj bila majhen otrok, obožuje zaklade, obožuje vse, ampak nikoli ni imela možnost srečanja s pravim srebrom, s pravim zlatom in sem ji omogočil to in takrat res otrok začne drugače gledati na te stvari, kot ponavadi. Dokler ona ni imela na roki ta zlatnik ali srebrno palico, se tega dejansko ni zavedala in takrat je še rekla, joj, ati, a to je to, a to je zlato, a to je srebro. Rekel sem, ja, to je, glej, bom te spoznal tudi z otroškim zakladom in v bistvu otrok je to navdušeno sprejel, torej so strokovnjaki, ki se poznajo na otroke, na finance, to odlično naredili. Torej tudi sami uporabljate to pri vzgoji, kako pa se je razveselila potem takšnega darila, ki ga je dobila od vas, se pravi v zlatu ali v srebru, je bila sprva presenečena morda? Ja, dobila je najprej srebrnik, Prešernov srebrnik in bilo je to zelo nenavadno, tudi sam sem kot otrok si srebro in zlato predstavljal samo kot prstan ali verižico, nikakor ne kot eno kovino, ki jo lahko stehtam in držim v roki, in potem sem jim povedal, da če bo zbirala te kovine, torej če bo zbirala srebro in zlato, da bo lahko potem to naložila, da to ne zgublja vrednost, kvečemu se še dviga cena srebra, pričakujemo res močen rast srebra in na začetku je to zelo nenavadno poslušala, gledala, ampak je začela razumeti zadevo, nedolgo nazaj, vedno smo zapravljali denar za različne sluzije in za vse tisto, kaj je in pri mladih, ampak zdaj se je začela zavedati, nedolgo nazaj dobila 20 evrov od babice, rekla je, ati, dejmo še en srebrnik kupiti, prosim te, da pošparam, želim študirati veterino, in sem videl, da otrok zelo, zelo hitro vklopi svoje možgane in začne drugače razmišljati, kot smo mi kot otroci. In treba je verjetno zgodaj začeti. No, pa da se še midva malo izobraziva, tole imava srebro tukaj. Ste že potežkali? Ne, nisem še. No, dajte probati, dajte. Tudi za takega mišičnjaka, kakor ste vi, Werner, kar težko, a ne? Z eno roko sploh ne gre. Ne. Werner, najlepša hvala za tale pogovor in vso srečo pri varčevanju in želim vam, da se čim prej vrnete na oder. Hvala lepa, jaz tudi komaj čakam, trenutno delam še kreativni marketing za ostala podjetja, predvsem za Elementum in sem zelo vesel počaščen, da lahko nekako razvijam še druge smeri, ampak seveda komaj čakam, da stopim na moj oder, da stopim pred mojo publiko, pred mojo množico. Ljudje me čakajo enako kot jaz njih in komaj čakam, da si spet razdajamo pozitivno energijo, ljubezen in vse tisto, kaj so od tega. Ja, verjamem, da nas bo ganilo kljub vašemu največjemu hitu. Bo, brez skrbi. Če treba, bom ga 10krat zapel. Takole, to je Werner, kot ga poznamo in ga imamo radi. Toliko za enkrat tukaj iz otroškega zaklada. Lep
Lep pozdrav, ja, še vedno smo tukaj le pri otroškem zakladu Elementum, je odprl tukaj novo sobo, ob meni pa dama, ki jo verjetno poznate, vajeni ste tudi iz naših ekranov, Šana Flogi. Tudi Šana je ena izmed ambasadork otroškega zaklada. Šana, pa me najprej zanima, zakaj ste se odločili, da podprete projekt Otroški zaklad? Otroški zaklad zato, ker je to ena taka ne samo varčevanje v plemenite kovine, ampak je to eno tako plemenito poslanstvo, ki ga je potrebno, da ga širimo kot starši, se pravi, zdaj bom govorila Šana kot starš, svojim otrokom. Se pravi, s tem ozaveščamo finančno pismenost, tako sebe kot starša in seveda posledično tudi potem svoje otroke. Zato. Kako pa ti osebno, zdaj, da boš povedala iz svoje lastnih izkušenj iz prve roke, kako pa ti sama varčuješ? Definitivno v plemenitih kovinah. Nekaj je bilo tudi varčevanja v gotovini, v različnih pač valutah, to je bilo zdaj recimo leta nazaj. Trenutno je pa pač situacija taka, da te varčevanja valut seveda ni več to stabilna oziroma ni več tudi nekega, se pravi, je veliko rizika. Tako da definitivno prisegam na varčevanje plemenitih kovin in seveda zato sem se odločila in sem tudi tukaj. Šana, deva še mi dva čisto za konec. A bo šla tale srebrna palica? Dajmo probati. Zdaj, mislim, da je to zdaj moj izraz, ne, kakšen bo, ko bom potežkala, ali kako? Ja, tudi na to predvsem ciljamo. Izredno težka. Evo, pa je šlo. 15 kilogramov opala takole. Čestitke, Šana. Evo, jaz upam, da bomo tolikle našparali s svojimi otroki in da jih bomo kam dobro poslali na kako izobraževanje. Ja. Šana, hvala tebi in seveda tvojim otrokom želim vse dobro. Hvala. Takole. Šana Flogi. Marko Juhant, znani ste kot pedagog, avtor številnih knjig o varčevanju, pa me zanima zdaj, zakaj se vam zdi pomembno že, da otroku nekako z vzgojo nekako predstavimo pomen varčevanja? Definitivno denarja večina ne bo imela preveč, ampak premalo. Vendar sem prepričan, da z denarjem, ki ga danes Slovenci zaslužimo, ga je dovolj, da bi tudi naredili še več prihrankov, ob tem, da statistike pravijo, da smo neverjetno varčni. A ne? Zdaj, kaj to pomeni za naše otroke? Navaditi jih je treba. Naučiš jih tako, da jih navadiš. Mora ravnati z denarjem, mora ga imeti v roki. To treba začeti z žepnino, treba spodbujati na različne načine, zato da se nauči, da denar, da mora krožiti, da ga nekaj mora ostati, da ga bo uporabljal na pravilne načine. Ne, da si plača, ne vem, najame kredit, zato da gre na morje, pride domov, položnice še kar prehajajo oziroma odtegljajo, odhajajo, barve z morja pa že zdavnaj ni več. Mora ugotoviti, da kredit se splača vzeti za nekaj trajnega, za stanovanje, ne vem, ali pa recimo, če si pripravi novo izolacijo na hiši, da bo privarčeval na dolgi rok. Ne? Takrat se jemlje kredit, drugače pa ne. In to je pomembno že, da otrokom nekako predstavimo pomen tega. Ja, otroci morajo tudi vedeti, da ni cilj samo stiskati. Ne? Da cilj je omogočiti si lepše življenje. S tem, da moramo pozabiti en koncept, ki so ga razvili ekonomisti, in to je koncept več. Ljudje imajo občutek, da nikoli ni dovolj. Zmeraj hoče še več, še več, še več, še več. Ampak potem je tako približno kot na kakšni poroki. Ljudje se usedejo in jedo in je vse, česar se lotijo, je zelo dobro. In nazadnje, kako se počutijo, slabo, ker so použili preveč dobrega. In enako je z denarjem. Če je enkrat preveč, tudi denarja je lahko preveč. Tudi
sredstev je lahko preveč. Lahko otroci dobijo preveč. In če dobijo vse do 15. leta, kaj si pa potem še želijo? In tako pride pogosto do težave. Ne, če vse imamo, ne vejo, da se morajo za denar potruditi. Ne. To je tudi ena izmed lastnosti vzgoje. Čisto za konec, Marko, se vam zdi, da je denar še vedno nekako tabu tema v Sloveniji? Definitivno. Definitivno je, zato ker starši dostikrat vprašajo, a ne otroku povemo, koliko zaslužimo. Ja, to je ena od preprostih metod, kako otroku poveš, koliko pravzaprav denarja družina potrebuje. Enkrat dvigni kompletno plačo, ki pride, polož na mizo vse položnice, izpiši vse trajnike, tako, zdaj pa razporedi, pa da vidimo, kaj ostane, da vidimo, koliko bo ostalo, toliko le še treba privarčevati, varčujemo. Že to, da otrok vidi, da ne moreš varčevati na tak način, kot mnogi Slovenci varčujejo, to se pravi, z ostanki varčujejo, da kar mi ostane, no, tisto pa potem privarčujem. Ampak pri nas na Gorenjskem se z ostanki komunala obada, a veste. Ne, jaz komunali ne bi zaupal svoje prihodnosti finančne. Torej, jaz moram najprej denar, ki ga hočem privarčevati, moram najprej izločiti in potem ostalega je dovolj, ne? Če nekaj pa zmanjka. Hvala lepa, Marko Juhan, še naprej vam želim uspešno delo tako v vzgoji, izobraževanju, predavanju in seveda izobraževanju Slovencov o denarju, tako mladih kot tistih malo starejših. Hvala lepa. Takole, to je bil Marko Juhan. Torej tudi Petra Slapšaka poznate iz naših ekranov, iz podjetja Elementum. Peter, zakaj ste se sploh v Elementumu odločili, da bi pa imeli tukaj le otroški zaklad v Minicity? Naše poslanstvo podjetja Elementum je ozaveščati ljudi, zakaj so pomembne plemenite kovine, da jih imamo v svojem premoženju, kako jih najbolje kupimo, prodamo, shranimo in imamo čim več od tega. Seveda to ni dobro samo za nas odrasle, ampak je dobro, da se spoznavajo z zlatom, srebrom tudi otroci, kajti znanje prinaša največje donose, pravijo pa otroci so pa naš največji zaklad. Tako da mislim, da gre eno z drugim in popolnoma v bistvu logična posledica je potem, da smo se pridružili v Minicitiju za svojo hišo plemenitih kovin. In kakšne pa imate pričakovanja, kako misliš, da bodo otroci sprejeli to novo odprto sobo? Jaz upam, da bojo radovedni, da bojo v bistvu skozi zlato, srebro, ki je vedno nekako mistično skozi zgodbe gusarjev, iskanje zaklada, prišli do novih spoznanj in da bojo lepo sprejeli to sobo. Peter, najlepša hvala za tale kratek pogovor in seveda vso srečo Elementumu tudi naprej in še naprej. Želim, da širite znanje in vedenje o plemenitih kovinah in denarju med stare in mlade. Hvala lepa. Takole ob meni je že Jasna Žaller-Culiberg, soustanoviteljica in sovoditeljica Minicitija. Jasna, lepo pozdravljena. Najprej vprašanje, zakaj ste se sploh odločili, da odprete otroški zaklad, novo sobo v sodelovanju z Elementumom? Kaj je bil tisti glavni razlog? Hvala za lep nagovor. Absolutno je glavni razlog širjenje znanja med mlade. Na tem finančnem opismenjevanju je zagotovo en gap, ki ga šolski sistem ne pokriva dovolj, je pa znanje v upravljanju svojih privatnih, kaj šele poslovnih financ, seveda izjemno pomembno za prihodnost. Zato so taka znanja in vsebine še posebej dobrodošle. Potem vprašujejo tudi šolski sistem, se pravi tako šole kot vrtci, ki nas redno obiskujejo. Tako da je namen predvsem izobraziti na tak interaktiven, pristen način, da si otroci čim bolj vtisnejo spomin in da to čim bolj tudi plastično razumejo. Ja, no ravno na to se pa navezuje moje drugo vprašanje in sicer v vseh sobah, ki sem jih obiskal, so hkrati poučne, ampak hkrati tudi nekako interaktivne in zabavne za otroke. Zdaj prvi pomislek o plemenitih kovinah ne bi nekako povezal z otroškim igranjem ali pa kaj tako. Kako ste pa pri tej sobi nekako storili, da je še vedno interaktivna in zanimiva za mlade?
Program se vedno sestavi na enak način, se pravi podjetje nam, ne meni osebno, ampak našim pedagogom in psihologom, ki imajo predznanje nekako dojemanja in razvoja otroških možganov, se pravi kdaj, v kateri starosti otrok kaj dojame, po drugi strani pa sledijo in zelo dobro poznajo šolski učni načrt, kurikulum, in ko podjetje nekako predstavi celo svojo filozofijo, vizijo, usluge in njihove produkte ter pot, kam želijo iti, potem naši pedagogi in psihologi naredijo research. Se pravi research preko javno dostopnih vsebin na Googlu in podobno, raznih nalog, knjig in podobno, kjer v bistvu vpogledajo v to branžo najprej za nazaj, v zgodovino. Kdaj se zlato in srebro pojavi, vemo, da daleč nazaj, od Egipta in faraonov in tako naprej, do tega, kako je to postalo menjalno sredstvo, odkot kot kovina sploh izvira, kakšne so lastnosti teh kovin, a se topi, a se je, kateri poklici sodelujejo, da mi danes zlato primemo v roko, kaj so končni izdelki, govorimo tudi o nakitu, o slikah, o kipih, o drugih okraskih, in seveda potem prideš tudi na plemenito kovino v smislu, kako naj rečem, denarja, varčevanja, zlatnikov, srebrnikov, ploščic, palic in podobno. In potem, ko se otroci skozi to zgodovino sprehodijo na zanimiv način, se pravi skozi brskanje po zemlji, po rudniku, kjer se jim prikaže sam izkop, kjer delajo razne eksperimente z lastnostmi zlata in srebra, šele na to, ko to vse naredijo, nekako preidejo v razumevanje, zakaj to lahko služi kot neko menjalno sredstvo, da je to lahko v bistvu denar, in tako preidejo tudi na način naložbe, varčevanja, čuvanja denarja, in jim to zelo plastično prikažemo, potem pa to nadgrajujemo z raznimi kvizi, eksperimenti, nalogami, ki jih lahko upravljajo tudi doma kot neko nadaljevanje in se naslednjič vrnejo z več znanja in to nadgrajujemo. Ves čas pa potem tudi nadgrajujemo samo vsebino na pobudi podjetja, kot tudi našega feedbacka otrok, kaj jih je bolj zanimalo, kaj jih je manj in kaj so še povpraševali. Jasna, najlepša hvala in seveda želimo vam veliko uspešnega dela nasploh v Minisitiju in tudi v novi sobi Otroški zaklad in seveda vse dobro. Hvala lepa in hvala, da ste nas danes obiskali in skupaj z nami otvorili to krasno hišico. Ja, seveda z veseljem smo prišli, no s tem prispevkom in pogovorom se pa tudi poslavljamo, za trenutek gremo v oglase, potem pa seveda spet pridemo nazaj. Se gledamo.